Svetovalnica. Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju. Lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. Od 20. novembra je v uporabi zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti. Delodajalce je čakalo uvajanje kar nekaj novosti in seveda prav gladko ni šlo. A po novem letu je že steklo preverjanje strani inšpektorjev. Kako je torej z uvajanjem zakona, kako ga sploh brati, bomo izvedeli v pogovoru z Nino Ličar, pravno svetovalko z Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije. Lep pozdrav. Dober dan. Najprej nekaj besed o samem nastajanju zakona, tudi vi ste ga spremljali od blizu, kar nekaj časa je trajalo. Ja, tako je, ja. Lep pozdrav še enkrat s strani Svetovalnega centra Obrtno-podjetniške zbornice. Tako je, v bistvu ta predlog zakona je dala v obravnavo že Šarčeva vlada leta 2019, se pravi prvi sestanek pogajalske skupine je bil v maju 2019. Potem so v bistvu nam bila predstavljena samo neka osnovna izhodišča in pogajanje smo nadaljevali šele v letu 2020, ko smo se tudi srečali samo enkrat. In dejansko smo se v konkretnih predlogih členov začeli pogovarjati šele v letu 2021 pod Janševo vlado, kjer smo se srečali, mislim, da na nekih 4-5 sestankih. Zdaj, delodajalske organizacije, predvsem Obrtno-podjetniška zbornica, ki zastopa male in mikrodelodajalce, se je vse skozi prizadevala, da bi se iz zakona umaknilo to obvezno elektronsko vodenje evidence o izrabi delovnega časa, kar nam je v bistvu na koncu tudi uspelo. Kajti ideja vlade, že Šarčeve, pa potem tudi Janševe, je bila, da bi evidentiranje delovnega časa potekalo preko neke pametne aplikacije, ki bi bila pač na pametnem mobilnem telefonu in bi lahko inšpektori kadarkoli na kraju samem, se pravi tudi na terenu, preverili, kako se beleži delovni čas posameznega delavca oziroma pri konkretnem delodajalcu. In v to smo pač vložili zelo velike napore, tako da lahko rečem, da tukaj nam je uspelo, seveda pa nam ni uspelo pri drugih spremembah, ki pa mogoče niso tako hude, kot bi bila ta, ampak kljub vsemu administrativno obremenjujejo delodajalce. In tudi zato zakonu praktično nasprotujete vse zbornice. Ja, tako je, vse zbornice in delodajalske organizacije. Za koga zakon velja? Pravzaprav so vključena podjetja od najmanjših do največjih. Tako je. Zakon ne dela razlik glede na število zaposlenih, se pravi velja tako za mikro, male, kot tudi srednje in pa velike delodajalce. Prav tako tudi evidenco o izrabi delovnega časa ni potrebno voditi samo za delavce, se pravi, to so tisti, ki so zavarovani kot osebe v delovnem razmerju, ampak dejansko za vse osebe, ki opravljajo kakršnokoli delo, se pravi, ne vem, študentje, upokojenci, potem, ne vem, neki partnerji, oziroma zunanji izvajalci, ki na podlagi pogodbe v poslovnem sodelovanju pridejo, mogoče priskočijo na pomoč ali pa pridejo tudi, ne vem, popraviti kavni aparat, sčistiti prostore in tako naprej. Se pravi, tukaj sicer je mogoče neka sprememba, ki je v prid delodajalcem od 20.11. dalje, kajti za vse te druge osebe se presoja, ali je potrebno voditi evidenco ali ne, glede na to, ali ta oseba, ki nima sklenjene pogodbe o zaposlitvi, se vključuje v vaš delovni proces oziroma pretežno uporablja sredstva za opravljanje dela delodajalca. Ampak, ne svojih, ja. Ampak kljub vsemu, a veste, je to kar problem, čeprav za te je bilo tako treba že skozi voditi evidenco, tako da tukaj smo mi tudi skušali, da bi se zakon spremenil, ne, tudi v tej smeri in tudi to pač skušamo doseči od ministrstva, se pravi, da se za vse te osebe ne bi bilo potrebno voditi evidence. Prav tako pa mogoče, če še neko razliko, ki je tudi tako zelo smešna, izpostavim, recimo samo zaposleni, sam zase ne rabi voditi evidence, ker je v bistvu nekako logično, ne, ker nima delodajalca, ampak tudi lastnik
in poslovodja, predvsem v enoosebnih DOO-jih, je tudi sam svoj šef, ne glede na to, ali ima sklenjeno sam s sabo pogodbo o zaposlitvi, ali pa dela na neki civilno-pravni pogodbi o poslovodenju. Ampak on pa rabi voditi evidenco, ne. In tudi poslovodja, recimo, ki ni lastnik, vemo, da si v skladu z zakonom o delovnem času lahko sam razporeja delovni čas in tako naprej, pa kljub temu za njega evidenco potrebno voditi, ni izvzet, ne. Sam zase jo pač seveda piše. Ja. Cilji, ki jih zasleduje zakon in kot je navedla vlada, so jasnejša določitev razmerja, za katero je treba voditi evidenco o izrabi delovnega časa, zagotovitev možnosti delavca, da se seznani s podatki iz evidence in zagotovitev učinkovitejšega inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem določb o delovnem času, odmorih in počitkih delavca. Se pravi, cilji so povsem taki običajni, jasni, po eni strani torej zagotovitev inšpekcije in tudi, da bo lahko delavec sam imel pogled, če bo želel. Ampak to je bilo v veljavi že tudi prej. Ja, tako je, na podlagi drugih predpisov, ne, na podlagi predpisov, ki so sprejeti na področju zakona, recimo o varstvu osebnih podatkov oziroma splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov, lahko kadarkoli vsak posameznik zahteva vpogled v osebne podatke, ki jih delodajalec vodi v njem, tako da ta možnost je že zdaj obstajala. Po novem oziroma 20.11., se pravi prvič z plačo za mesec november 2023, pa je moral delodajalec delavcom pri plačilni listi posredovati tudi izpis iz te evidence. Razen seveda, če imajo delavci že tako ali tako splošen vpogled v te podatke, ampak to gre bolj v bistvu v primerih, kadar se evidenca recimo vodi elektronsko in da imamo mi, ki smo pisarniški delavci, že to aplikacijo na računalniku in lahko pogledamo. Sicer je bilo pa treba te evidence, se pravi, ali izpis narediti ali skopirati ročno evidenco in delavcem zraven preložiti. Res je, tako kot ste rekli, to se da narediti tudi na podlagi drugih predpisov. Kar pa je v bistvu so še novosti, no, pa da so v bistvu malo administrativno zelo obremenjujoče za delodajalce, pa so predvsem vodenje odmora med delovnim časom. Res je sicer, da ni treba pisati minute, od kdaj do kdaj je odmor izrabljen. Dovolj je, da se vpiše, da je odmor bil izrabljen, se pravi da, ali pa neka kljukica v sistemu, ne, in čas trajanja, ne vem, 20, 30, 40 minut. To je dovolj, ne. Ampak kljub vsemu opažamo, da so v praksi pojavljajo težave. Mislim, jaz sem tako že prej 15 let v gospodarstvu delala, preden sem prišla v delodajalsko organizacijo in vem, kakšne težave so. Problem je, ker je ta recimo registrirana ura, tudi če imaš elektronsko evidentiranje, nameščena pri vhodu v poslovno stavbo, recimo delodajalca, proizvodna hala je pa lahko nekje drugje, čisto na drugem koncu. In delavci, ki ne hodijo ven na malico, ampak izrabljajo odmor za malico v samem na kraju upravljanja dela, recimo v neki kuhanci, tam se ne bojo 5 minut sprehajali nazaj do registrirane ure. Kar pomeni, da jim mora bodisi delodajalec sprejeti nekega internega pravilnika, kjer bo povedal, da imajo to možnost, pa da jim bo to avtomatično vnašal, ne, to pač jih seznaniti, oziroma jim dati nek list papirja, kjer se bojo pa tam v tisti hali sami vpisovali in potem delodajalec to ročno vnašati. Kar je administrativno obremenjujoče. Tako za velike, ki imajo ogromno število delavcev, tako za male pa sploh, ker se tudi ne spoznajo. A veste, oni ne rabijo za 8 ur nekega pravnika ali pa kadrovnika ali pa varnostnega inženirja, nimajo toliko dela, da bi imeli zaposlene. In zato imajo zunanje. Zunanji niso vedno na razpolago, pač seveda k nam tisti, ki so naši člani, niti niso vsi naši člani, ne, obrtno-podjetniške zbornice. Jim skušamo pomagati, ampak vprašanje 1000. In en SP, ki ima 3-4 zaposlene, se mora ukvarjati s tolikimi stvarmi, da je res težko v bistvu slediti vsemu. So se pa kazni tudi zelo povišale. Pa bom rekla, na obrtno-podjetniški zbornici seveda kršiteljev ne podpiramo. Ampak moramo vedeti, da včasih pa pride do kakšne napake tudi zaradi nepoznavanja zakonodaje, zaradi napačnega tolmačenja zakonodaje in mislim, da inšpektorji pač v redu, pustimo zdaj po navodilu ministrstva svetujejo, ampak v realnem življenju pa premalo svetujejo. Premalo svetujem, prehitro izrekajo globe. Bodi za uvod dovolj, v našem studiu je danes Nina Ličar, pravna svetovalka z Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije. V nadaljevanju bova še nekoliko bolj podrobno spregovorili o zakonu o evidencah na področju dela in socialne varnosti, povedali, kje se najbolj zatika, pri katerih recimo segmentih oziroma sekcijah, ki jih tudi v Obrtno-podjetniški zbornici zastopate.
Svetovalnico poslušate, v njej danes govorimo o evidentiranju delovnega časa in o težavah, ki jih je prinesel novi zakon, ki se je uveljavil z 20. novembrom lani. Inšpektori so namreč že začeli na terenu preverjati, kako in kaj, in povabili smo k sodelovanju tudi poslušalke in poslušalce. Če imate kakšno vprašanje in telefonski zvezi, zdaj lepo pozdravljamo poslušalko Mileno. Dober dan. Dober dan, Milena iz Ljubljane pri telefonu. Jaz bi imela za vašo gostjo vprašanje, in sicer kako evidenco delovnega časa lahko vodijo prevozniki. Namreč prevozniki nimajo vsak svoj kamion, a ne? Se pravi, en dan je en prevoznik v kamionu, drug dan je drug prevoznik v kamionu in pač to evidenco delovnega časa verjetno morajo voziti s sabo, a ne? In glede varstva osebnih podatkov pač ni primerno, da vsak voznik vidi, a ne, evidenco drugega prevoznika. Da bi bilo to kar v kamionu ves čas nameščeno, ne? Ja. Ja, hvala lepa, Milena, bo naša gostja skušala odgovoriti. Ja, lep pozdrav, hvala za vprašanje. Zdaj tako je, prevozniki v bistvu, če gre za mobilne delavce, imajo v avtomobilih tahografe. Kar pomeni, da tudi če pride inšpektor, se da narediti, tahograf omogoča izpis narediti, tako da v bistvu, če pride inšpektor na kraj samem, je to za delavca dovolj, da naredi izpis iz tahografa. Seveda pa mora potem delodajalec na sedežu, pa tiste podatke, ki iz tahografa niso razvidni, recimo vidi se, da delavec določen dan ni vozil, ne vidi se pa kakšna odsotnost je bila, ali je bil dopust, ali je bilo koriščenje ur, ali je bila bolniška in tako naprej. Te podatke mora pa potem v to evidenco, ko prenese, ne, iz tahografa, se pravi to tabelco dodatno zraven vnašati delodajalec. Enkrat mesečno ali Ja, pogosteje? v bistvu, glede na to, da gre na kraju samem delavec ta izpis, lahko tedensko, lahko mesečno, pa sigurno, zato ker je pomembno za obračun plač. Seveda, če pa gre za delavca, ki ni mobilni delavec, recimo v kombiju ali pa v kakšnem službenem osebnem vozilu, to pa drži, kot je gospa povedala, ti pa nimajo tahografa in ti pa rabijo potem evidenco nositi sabo. Kar pomeni, če se menja v vozilu več delavcev, potem najo zame pač delavec sabo ta list papirja, povedam po domače. In to je tudi ena od administrativno obremenjujočih zadev, o katerih smo prej govorili, ker isto je tudi na gradbišču, ne vem, na delavce, ki skrbi recimo cel dan za nabavo, naklad, razklad in tako naprej. Recimo, dosti imamo voznikov, ki niso mobilni delavci in ki dejansko pač to evidenco morajo po novem nositi sabo. In če jo izgubi, ta list papirja? Ja, pa je pa hudir, sploh če se sproti ne sporoča, ne. Zdaj, delodajalci različno so že zdaj delali, ponavadi imajo na tedenski ravni, tudi mislim, da je boljše, da se ne čaka daljše časovno obdobje, kajti vemo tudi nekaj delavec, tudi včasih ne ve, kaj točno mora napisati, se kaj zmoti, ne, tukaj je le človeški faktor in na tedenski ravni lažje to z delavcem predebatiraš, kaj je mislil, kaj ne in tako naprej. Seveda je pa vpisovanje v to evidenco izrabi delovnega časa je dnevno. Kar pomeni, če pride inšpektor, ne vem, zdajle, ne vem, ob 9:00 ti moraš imeti za današnji dan že uro prihoda upisano. Za mobilne delavce, se pravi te, ki vozijo kamione in tako naprej, sploh v mednarodnem prometu, pa ni v bistvu, ne velja, da je treba dnevno vpisovanje, ker velja pa za njih en poseben zakon, ZDC-OPMD, to je zakon o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev in o zapisovalni opremi v cestnih prevozih, ki pa določa, da se v to evidenco vpisuje takoj, ko je mogoče, oziroma 28 dni po zadnjem vpisu. Kar pomeni, da imaš 28 dni časa, da urediš evidenco, ne, za nazaj. Zdaj pa pozdravljamo Alojza iz Novega mesta. Dober dan. Pozdravljeni. Ta zakon je protiustaven, ker noben zakon ne mora veljati samo za posameznike in za razredne sovražnike. Maljevec je lepo povedal, da zakon ne velja za funkcionarje in za ostale udbaše. Če vam slučajno pride inšpekcija, jih napotite na mednarodnega kriminalca Miho Kordiša, ki je javno na TV soočenju povedal, da ne plačuje delavcu v njegovem zavodu,
ki je javno povedal, da je goljufal, da je pridobil protipravno korist. Alojz, da se ne bova predolgo ukvarjala s tem, to ni politična oddaja, to ni oddaja, ki bi debatirala o tem, kaj je bilo politično korektno in kaj problematično z pravnega vidika, ampak pojasnjujemo pravzaprav spremembe, ki so bile uvedene. Zdaj videla sem, da Alojz pravzaprav konkretnega vprašanja ni imel, lahko pa komentirava to izjemo, ki velja za funkcionarje. Ja, zdaj tako, v kakršnihkolih izjemah je vsekakor preuranjeno govoriti. Kot sem najprej povedala, velja ta zakon za vse, ne glede na število zaposlenih pri delodajalcu, se pravi in tudi za vse, ki opravljajo delo, ne glede na to, na kakšni podlagi ga opravljajo. Se pravi, tako za delavce kot za, civilno-pravne pogodbe in tako naprej. Zdaj, kar se tiče funkcionarjev, je zadeva zelo zanimiva, ampak je zelo nedorečena. In jaz mislim, da so preuranjeni zaključki tudi, ki jih dajejo ministrstva in poslanci v smislu, da ne rabijo voditi evidence. Sklicujejo se pa v bistvu, oziroma imajo verjetno v mislih eno samo sodbo, ki na to temo obstaja. In sicer gre za sodbo upravnega sodišča, v kateri je odločalo o pritožbi na odločbo inšpektorata, kjer je, mislim, da je bilo okrožno sodišče v Mariboru in mu je inšpektor naložil, da rabi voditi evidenco o izrabi delovnega časa za sodnike. In sodišče je reklo, da v bistvu sodniki niso v tipičnem delovnem razmerju s sodiščem, niti z državo, se pravi, da gre za neke funkcionarje in da posledično oni ne rabijo voditi evidence. Ampak, veste, ta sodba ima status, kot ima recimo neka višja sodba drugega sodišča, do vrhovnega ni prišla, tako da zdaj v bistvu vsi nekako razmišljajo v tej smeri, ampak jaz si ne bi upala to trditi, da dejansko so izjeme. Očitno inšpektorat tudi tako misli in ministrstvo tako misli, tako da vprašanje, če jih bojo preverjali, pa če se bojo zadeve znašle naprej v kakšnem drugem postopku, ampak dejansko je moje mnenje pač takšno, kot sem povedala. Jože iz Ljubljane, dober dan. Dober dan, Jože, pri aparatu. Tako, tudi ne imel vprašanja, samo enostavno bi želel, da podeliti čisto kratko, da enostavno to za SP in za majhne podjetnike je taka neumnost, da ta nov zakon, da to se lahko spomne edin kakšen tak gospod, kot je gospod Mesec, ki v življenju pač ni drugega dela, kot čakal, da mine delovnik, čaka, da pride malica in pač se nima z drugim čem ukvarjati. Ne. Ker enostavno, kot je gospa že prej rekla, za neke manjše delavce, mislim, zdaj glavna stvar je vodenje evidenc, kaj je, kaj ni, že v današnjem času pa slišimo, da delavcev pravzaprav ni, da jih iščajo in tako naprej. Zdaj še glavna stvar je to, če nekdo neko nečloveško ravna, če mu osnovnih stvari ne zagotavlja, potem enostavno, kaj bi naredijo delavci, gre v drugemu, boljšemu, naslednjemu in kjer mu delodajalcev pa je v želji, da bo delavca do ne vem kam izkoriščal, pa se šel, kot da je to, ne vem, malo manj kot taborišče. No. Ja, Jože, za moje pojme je to velika neumnost. Ja, se strinjamo. Da sploh ne ve vlada, kaj počne in kaj je realnost na trgu dela. Se strinjamo, hvala lepa, Jože, da je zakon res preveč dlakocepski na trenutke in vprašanje, če bo povečal zaščito delavcev, kot je bilo ves čas poudarjanje v javnosti strani ministrstva. Ne? Ja, res je, se strinjam. Pravno zato smo tudi v bistvu vse delodajalske organizacije, predvsem pa Obrtno-podjetniška zbornica, ki zastopa mikro, male delodajalce, na to vse skozi opozarjala. Moram pa povedati mogoče tudi kot zanimivost, da opažamo, da imajo delavci večje težave s tem kot delodajalci. Zakaj? Zato, ker v bistvu čutijo, kot da ni več nekega zaupanja in da se morajo v bistvu evidentirati vsako minutko, kam so šli, kdaj so šli, koliko so naredili, ker imamo tudi podjetja, a veste, predvsem na IKT področju, pač start-up, scale-up podjetja, ki so mala podjetja, ki v bistvu ne merijo delovnega časa, potem, da ti 8 ur sediš na delovnem mestu. Mi je čisto v redu, če za 2-3 urce pride pa razvije neko novo rešitev, nek nov program in od tega firma služi potem nekaj let naprej. Ne. In zdaj v bistvu se na nas obračajo in kaj naj naredijo, ker se pritožujejo, grozijo z odpovedmi, da jih ne zaupa delodajalec in tako naprej. Tako da imajo tudi delavci ogromno težav s tem. In posledično tudi delodajalci. Seveda. In če delajo v doma, recimo, ravno tako velja beleženje delovnega časa oziroma začetka, konca in vmes malice. Ne? Ravno tako, ja. Anica iz Kopra je z nami. Dober dan.
Dober dan. Imela bi vprašanje, direktor firme, ki ni lastnik firme, ali mora tudi voditi evidenco? Ja, tudi. Tudi gospa Anica, ja. Aha. Kaj pa, če si lastnik firme, pa direktor? Ja, tudi sem to že prej v bistvu razlagala, kako je to v bistvu, kako bi rekla, mogoče res ustavno sporno z vidika samozaposlenih, ker samozaposleni sam zase ni dolžan voditi evidenco, ne, lastnik in poslovodna oseba pa je. Res je sicer, da po mojem mnenju, v skladu z zakonom o delovnih razmerjih so poslovodne osebe, se pravi prokuristi, direktori, izjeme tudi pri plačilu za delo, se pravi lahko jih s pogodbo o zaposlitvi izključiš od plačila posebnih dodatkov, kot je za nadurno, nočno in tako naprej. Lahko si tudi delovni čas razporejajo same. Tako da po mojem mnenju, če je pogodba o zaposlitvi narejena tako, da je v njej jasno zapisano, da si poslovodna oseba sama razporeja delovni čas, da mu pripada, da jo, bom rekla, v plačilo so vključeni vsi dodatki in pa da je plačilo seveda tudi dovolj visoko, da ta trditev zdrži, se pravi, da nima neke minimalne plače ali pa malo več kot minimalno plačo, potem mislim, da bi lahko inšpektorju tudi dokazali, da v bistvu za tako osebo ne rabiš voditi evidenco. Je pa problem pri malih v tem, ker to bi veljalo izključno za poslovodno osebo, da te poslovodne osebe, a veste, tudi delajo druge zadeve. Recimo, ne vem, če je gostilna, pomagajo v kuhno, kelnarijo in tako naprej. Ne? Če je neko prevozniško podjetje, grejo v tovornjak, grejo v kombi in potem ne opravljajo zgolj funkcije poslovodne osebe. Tako da se izognete težavam, je najbolje, da vodite evidenco tudi za poslovodno osebo, ne glede na to, ali je ta oseba hkrati lastnik ali ni. Tako, v redu, hvala lepa. Anica, lepo zdrav. Zdaj pa lepo zdrav Mihu iz Ljubljane. Dober dan, jaz imam pa 3 kratka vprašanja. A je potrebno voditi evidenco za osebo, ki je zaposlena v enem podjetju, hkrati je solastnik drugega podjetja in direktor tega podjetja, v katerem ni zaposlena, ne? To je eno vprašanje. Drugo vprašanje, pri podjemnih pogodbah za občasno delo, kako je z vodenjem evidenc tu, in pa tretja zadeva pri, recimo, ne vem, bom banaliziral, v gostinstvu pri občasnih dogodkih, ne vem, tedenskih ali pa mesečnih, ne vem, enodnevnih, a je pri človeku, ki dela zate, recimo preko študentskega servisa ali preko podjemne pogodbe, tudi obvezna evidenca. Hvala za odgovore. Hvala, Miha. Hvala za vprašanja. Zdaj oseba, ne glede na to, ali kje drugi je direktor ali lastnik, za delo v tej družbi, kjer je zaposlena, rabi voditi evidenco. Se pravi, in to delodajalec. Ne? Seveda delodajalec pa lahko to obveznost preloži na delavca, da on pač vodi sam evidenco. Zdaj za študente, podjemne pogodbe, avtorske in tako naprej, kar sprašujete, seveda rabite voditi evidenco. Je pa bistveno, ali se ta oseba vključuje v vaš delovni proces. Če povem po domače, vi imate lahko, na primer, sklenjeno neko pogodbo s čistilnim servisom, da vam čisti, ne vem, hale, pisarne. In pridajo popoldan, ko je vse prazno, vaša dejavnost ni čiščenje. Se pravi, oni se ne vključujejo v vaš delovni proces in če prinesejo svoje pripomočke, čistijo svojimi delovnimi sredstvi in se ne vključujejo v vaš delovni proces. Če pa vi občasno rabite neko osebo, ne vem, ker imate bolniško, pa vam nek SP na podlagi pogodbe o poslovnem sodelovanju, pride, ne vem, enkrat na mesec priskoči na pomoč, potem pa za ta del se vam on vključuje v delovni proces in za tisti dan napišete, da je delal. Seveda pa ne morete, se opravičujem, voditi popolne evidence, ampak lahko vodite prihod, odhod in skupno število ur za tako osebo. In tudi malico. Ne, malice pa ne rabiš zagotavljati, ker ni zaposlena oseba. Tako. Jože iz Tržiča, dober dan. Ja, pozdravljen. Malo za šalo, malo za res. A se mora človek točno plati pa voditi evidenco, koliko gre na stanišče? Pa koliko časa je na stanišču? Ja, razen če malica vmes. Ja, če jete sendvič na stranišču, potem ja. Ja, je to vse, Jože. Hvala lepa. Ja, srečno, nasvidenje. Ja, proti koncu oddaje greva gospa Nina Ličar, pravna svetovalka za Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije. Rekli ste, veliko vprašanj dobivate, tudi deluje neka številka, na katero se lahko obrnejo vaši člani.
Morda jo še omeniva, če jo veste iz glave. Člani Obrtno-podjetniške zbornice seveda lahko pridejo direkt do nas svetovalcev, sicer pa svetujem, da vsa vprašanja pošljajo na mail svetovanje@ozs.si, kjer jim bomo odgovorili na vsa vprašanja. Kot sem rekla, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije si bo prizadevala še ravno. V prejšnjem tednu smo naslovili tudi dopis vseh 5 delodajalskih organizacij na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, da bi se le naredilo nekaj v tej smeri, da se te spremembe bi popravile oziroma da bi se vrnilo stanje nazaj, kot je bilo pred spremembo. Nekaj vprašanj smo dobili tudi prek elektronske pošte, bomo to skušali zdaj še tik ob koncu odgovoriti. Kako je, Jana sprašuje, kako je glede priprave na delo na začetku in ob koncu 8-urnega delovnika v okviru evidentiranja delovnega časa? Ali je to zakonsko opredeljeno, koliko časa se lahko odmeri za pripravo na delo? Ja, zdaj zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti govori samo o evidentiranju delovnega časa. Kaj se pa šteje v delovni čas, pa govori zakon o delovnih razmerjih. In dejansko se čas priprave in čas zaključka dela šteje v efektivni delovni čas. Zdaj, koliko pa posamezno opravilo oziroma koliko časa traja to čas priprave in zaključka na posameznem delovnem mestu, pa mora opredeliti delodajalec. Kajti mi vemo, če smo v pisarni, se štempljamo in se že isto minuto usedemo za stol in neke priprave ne potrebujemo. Če delamo, na proizvodnji, se rabimo preobleči v delovno obleko, obuti čevlje s kapico in tako naprej in to lahko traja 5-10 minut. Se pravi, delodajalec je tisti, ki bo mogel to v nekem pravilniku predvideti, zlasti takrat, kadar ima težave, da delavci prihajajo na delo dosti prej pred začetkom dela in odhajajo na delo dosti po zaključku dela, ker recimo govorijo, se pogovarjajo s kolegi, pijejo kavo in tako naprej. In če bo to delodajalec v internem aktu natančno uredil, bo lahko seveda, predvidel, da je 5 minut potrebujejo za pripravo na delo in za zaključek dela, bo lahko delavcu, ki bo pol ure prej prišel, 25 minut črtal. Še eno vprašanje, kako naj delavec koristi odmor, če dela za krajši delovni čas, če dela za 4 ure, mu pripada 15 minut, hkrati mu pripada malica in pravi, kdaj naj to malico zaužije, v 15 minutah je to marsikje nemogoče, nehumano, po drugi strani pa odmora ne sme izkoristiti v prvi ali zadnji uri dela. Kako je torej s tem? Ja, zdaj jaz bom tako rekla, res je, prva in zadnja ura načeloma nista dovoljena, ampak pri teh, ki delajo s krajšim delovnim časom, včasih ne gre drugače, ne. Drugače pa v 15 minutih seveda se da toplo malico, verjetno res ne, da se pojesti kak sendvič, sicer pa jasno opredeliti, da v primeru, da preseže ta čas, se ne gre to na njegovo škodo. Res pa je, da če dela 4 ure na podlagi predpisov, kot so zdravstveni, pokojninski, starševstvo, na podlagi posebnih, se pravi, predpisov, ne sme delati nikoli več kot 4 ure, se treba tega striktno držati. Delavec, ki pa dela s krajšim delovnim časom na podlagi pogodbene svobode, ker si bodi si on in delodajalec tako želita, ne rabi mogoče delodajalec zapolni delovni čas nekoga, ta pa lahko tudi nabira kakšen višek ur ali pa nadure, če se to izrecno dogovori v pogodbi o zaposlitvi. Se pravi, ko ste že ravno omenili recimo za mamice, ki se vrnejo z porodniškega dopusta, da in imajo pravico koriščenja krajšega delovnega časa, vemo 4, 5, 6, 7 ur lahko koristijo, da ne smejo tega prekoračiti. Ne smejo, ne. In je kdo potem v prekršku? Ja, delodajalec je v prekršku. Se pravi, treba je strogo paziti, da dela takšna delavka samo, 4 ure dnevno ali pa 6 ur, da zdaj, če bo minuta, 2, tudi ne bo inšpektor, ne, da bi pa zdaj v bistvu ona ostajala na delu, pa ne sme. Dobro. Hvala lepa, sva še malce razširili to evidentiranje delovnega časa, ampak nič hudega. Hvala za obisk v našem studiu, gospa Nina Ličar, pravna svetovalka za Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije in seveda uspešno delo še naprej, pa da bi bilo v prihodnje čim manj takih administrativno obremenjujočih zakonov, ki včasih se res, ob katerih se res včasih vprašamo, kaj je pravzaprav namen vsega skupaj. Ja, res je. V imenu Obrtno-podjetniške zbornice hvala za povabilo v vašo studio in se veselimo tudi prihodnjih vabil. Oddajo sem pripravila Tanja Dominko. Svetovalnica. Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.